Tole, a se slišimo, v glavnem, da jaz vidim, če tukaj ne napišem, zdravljeni, da vidim, če me, dajte mi v komentar napisati toliko, da bom vedela, a je karkoli, a me vidite ali me ne vidite, toliko, da jaz vidim, kako grejo stvari. Takole. Samo toliko napište, da vidim. Super. Mateja, dober dan. Lepo. Jaz se učim uporabljati nova orodja in to je zame res nekaj novega. Tako da v glavnem, danes bomo šle naprej govorili o stresu. Bo seveda tudi posnetek tega webinarja, tako da bo vsak lahko pol pogledal. Ampak v glavnem, govorili bomo o tem, o glikemičnem indeksu in kako vplivati na to, da se hrana dejansko spremeni v energijo, ne pa da se spremeni v maščobo. In predvsem, kako pospešimo hormone in sadje in jedilniki in tako naprej. In mi bo bolj enostavno, če bom preko predstavitve vse skupaj razlagala. Samo trenutek, jaz bom samo še tukajle priklopila tole, da vidim, če še to dela. No, pozdravljeni, zdaj tudi na Facebooku sem dala prenos v živo, tako da povabilo sicer na YouTube, ampak preko YouTubea bom imela webinar, tukaj pa lahko tudi pogledate v živo to, kar bom razlagala o glikemičnem indeksu. Tako da v glavnem, zdaj, če jaz dam naprava za zajemanje zaslona, takole, pa da dam tukaj predstavitev, se bo verjetno videl potem tale del. Upam, da zdaj vidite, glede tega, kar se tiče stresa, ne. Se pravi, kar se tiče stresa, danes bom govorila naprej in želim dejansko razložiti, kako stres deluje na to, kaj vse dela v našem telesu. Lahko po nekaterih virih pogledate, da v bistvu imate težave z živcem, ki povezuje celo telo, ampak na koncu koncev živec, ta vagusni živec, je v osnovi samo kabel, po katerem grejo sporočila. To je tako, kot bi jaz rekla, jaz imam slabo napajanje, pa se bom ukvarjala z kablom. Ampak v osnovi moram najprej pogledati vtičnico. No in mi bomo dejansko danes govorili o tem, kako poskrbeti za to, da nahranimo vse, ne samo živce, ampak hormonske centre. In to je dejansko tisto, kar je najbolj pomembno izmed vsega, ker če ne razumemo tega, da naše telo imamo centre v možganih, ki so potrebni, da delujejo, samo na tak način lahko začnemo pač dobro delovati. Tako da zdaj, če pogledamo, mnogi ljudje pripeljejo sebe do izgorelosti. In izgorelost pomeni, da v bistvu so prišli do tega, da enostavno njihovo telo je reklo dovolj, jaz se ne grem več. Na koncu koncev obstaja tudi knjiga, Ko telo reče ne. Dr. Gabor Mate je napisal to knjigo. In zdaj, če gledamo, da dr. Gabor Mate, ki je govoril o tem, kako ta želja potem, da ugaja, želja potem, da nekomu ustrežeš in tako naprej. In tukaj imamo ženske pač velike težave, ker mnogokrat ne znamo postavljati meje in ker ne znamo postavljati meje, enostavno požremo, potlačimo, teramo dalje in sebe pripeljemo sčasoma do tega, da pa telo reče, jaz se ne grem več. No, in ko reče telo, da ne grem se več, pomeni, da imamo preveč stresnega hormona. No, in stresni hormon, kot sem že včeraj na YouTubeu govorila o tem, kako pomembno je, da stresni hormon pač dopoldne naraste, potem pa čez popoldan mora začeti usihati in potem zvečer že začne naraščati hormon DHEA in ta hormon DHEA je tisti, ki se pa potem v obilici tvori čez noč. In ker se tvori čez noč, pomeni, da deluje na to, da se proizvajajo tudi drugi hormoni za obnovo, kot je rastni hormon, in proti jutru se zbujamo, se pravi, se že stresni hormon spet vklaplja in nas dela žive.
No in kaj se zgodi pri ljudeh, ki imajo preveč stresnega hormona, se dejansko zgodi do tega, da so ves čas na hiperobratih, na teh hiperobratih se dogaja, da se zvečer ne umiri stresni hormon in se zgodi, da dejansko zjutraj, ko bi bil čas, da začne se spet proizvajati stresni hormon, v bistvu dobesedno pregori. Stresni hormon se ne proizvaja več in potem so ugasnjeni. In ko postanejo ugasnjeni, takrat imajo pa velike težave z zdravjem, zaradi tega, ker njihovo telo enostavno se je odločilo, da se ne gre več. No, in stresni hormon, kot vemo, povzroča razgradnjo kože, vpliva na samo kožo, mišice postanemo povešeni, nenazadnje deluje na podočnjake, seveda, ker se proizvaja v nadledvičnih žlezah, potem deluje tudi na osteoporozo, povešijo se mišice po celem telesu oziroma kot bi kar skopnele mišice. Potem povzroča, da enostavno popenimo, mogoče pogosto na ljudi, ki niso nič krivi, ker na eni strani ne znamo narediti reda, ne znamo postaviti mej, potem pa požiramo in včeraj sem imela predavanje v vrtcu v Šoštanju in sem rekla v tem vrtcu kako ženske znamo biti dobre v tem, ne? Mogoče se zgodi, da imamo na nekem področju nek odnos je kritičen, potem pa gremo v službo, tam damo vse od sebe in na koncu nasrkajo naši otroci. In na koncev nič niso krivi, samo strelovod so za naša čustva. Tako da jaz, če pogledam eno od mojih najnižjih točk, spomnim se, ko sta bile ta male dve hčerke, pa mogoče začetek osnovne šole, ali pa sta bile, majčkeni sta bile še. In smo imeli terarij in v tem terariju je bil roza pesek. In ta roza pesek sta ga one potrosile po celi dnevni sobi. In jaz seveda sem bila preobremenjena in ker sem bila preobremenjena, pridem domov, še vidim roza pesek in ko vidim tisti roza pesek, popenem na otroka in namesto, da bi, ne vem, na drug način sproščala stresni hormon, zaloputnem vrata in se tista vrata v domarce razsujejo. No in seveda potem počistim, nesem poprav tista vrata in reče steklar, je rekel, to je pa energija, ki bi mogla pristati na eni riti. Pa ne na riti, lejte, nekje druge bi mogla pristati ta energija in dejansko se potem zgodi tako, da nekdo ta tret pokasira. Dobro, v tem mojem primeru sem mogoče naredila najmanj škoda, da sem pač zaloputala na vrata in razbila šipo. V glavnem, poleg tega, stresni hormon povzroča, da smo starikasti in povzroča, da imamo neprestano željo po cukru, po ogljikovih hidratih, po kruhu, po nekaj bi človek dal v usta, nekaj bi jedel. In seveda stresni hormon nam porablja praktično vse vitamine, kar se tiče vitamina A, B, C, povzroča, da kalcij, magnezij, selen, v bistvu vse vitamine dejansko požre. In ker požre vse te vitamine, se zgodi to, da dejansko se počutimo zelo, zelo slabo. Takole, jaz zdaj tukaj za na YouTube samo toliko, da priklopim na en način, da mogoče vam bo bolj enostavno, da vidite še to, da je nekje moja slika. Samo trenutek, da jaz tole nekako razporedim. Ne znam še tega pripraviti. Noč, bo to kar takole naprej tale predstavitev. Za vse tiste, ki gledate preko Facebooka, vas povabim na moj YouTube kanal, kjer lahko tudi predstavitev pogledate, ker dejansko imam predstavitev pripravljeno in zdajle tudi na YouTubu odživam pač uživo. No, tako da v glavnem, zdaj, če pogledamo pa hormon DHEA, se pravi, to je ta hormon, ki, stresni hormon naraste, potem pa mora začeti naraščati hormon DHEA in ta hormon, kako veste, da ga imate dovolj. Dejansko veste, da ga imate dovolj, če se ne redite v trebuh. In če imate trebušno maščobo, če imate šlaufe okrog trebuha, sploh to okrog
popka pod in nad popkom direktno kaže, da vaš stresni hormon dela na polno. In predvsem hormon DHEA je potreben pač za obnovo. Zdaj, če pogledamo, poglejte, deluje na čvrste mišice, na močne kosti, na napete ritke in lepe trebuščke, na pomlajevanje kože, na lajšanje simptomov depresije oziroma kdor ima tega hormona dovolj, sploh depresije ne občuti, zato ker se počuti vitalnega, ker ima energijo, ker enostavno zlepamo stres ne pride do živega. V glavnem in predvsem, hormon DHEA je tisti hormon, ki popravlja posledice stresnega hormona, delovanja stresnega hormona. Se pravi, popravlja čez noč, obnavlja živce, povezave, celice, celične membrane, dejansko deluje na vse nivoje našega telesa. Lajša simptome menopavze, vpliva na spolne hormone in dejansko na splošno deluje na vitalnost telesa. Zdaj, kje sem to pisala, v kateri knjigi, za vse tiste, ki vas več zanima o tej temi, glejte, več sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur. Dejansko in o tem hormonu DHEA in o stresnem hormonu sem več pisala, tako da to lahko se najdete v knjigi, ko imajo hormoni žur, v 2. poglavju, v oranžnem poglavju. No in naslednji hormon je pa rastni hormon, ker v bistvu rastni hormon pa deluje ravno tako kot hormon DHEA po noči, po 2 urah trdnega spanja, in rastni hormon je tisti, ki dejansko povzroča, da se preoblikujemo v spanju, dobesedno hujšamo v spanju. Tako enostavno delujejo zadeve, ker če razumemo zdaj, kako bomo nahranili te hormone, potem smo zmagali na celi črti. No, zdaj pa da razumemo, nahranimo jih lahko, ampak prva stvar, kar moramo razumeti, je to, da zvečer moramo delati stvari, ki nas umirjajo. Vse to, kar nam povzroči stresne reakcije, bi jih mogli zmanjševati te zadeve. Vse to, kar nam povzroča, da odreagiramo, vse to, kar povzroča napetost. Že včeraj sem govorila o tem, recimo na YouTubeu sem govorila o tem, ker kdor zvečer gleda akcijske filme, in vemo, da akcijski filmi, kjer se pobijajo, kjer je orožje ali pa mogoče grozljivke, povzroča dejansko odpor v telesu in telo odreagira. In odreagira stresnim hormonom. No, zdaj pa pojdimo nazaj, pa poglejmo vseeno, kaj stresni hormon porablja. Porablja vse vitamine, se pravi, A vitamin deluje na sluznico, B vitamin na živce, na željo po sladkem, potem C vitamin deluje na obnovo, E vitamin deluje proti popokanim kapilaram in deluje na prekrvavitev vseh organov, se pravi, ne samo žil, kože, deluje na prekrvavitev možganov, se pravi, deluje na to, koliko imamo kisika v možganih. In če imamo dovolj E vitamina, jasno razmišljamo. Potem naprej kalcij, magnezij in selen, to so 3 minerali, ki so potrebni za razstrupljanje. In stresni hormon jih dejansko pokuri. In kdor ima ves čas kronični stres, se zgodi, da enostavno zastajajo strupi v telesu. No, zdaj pa kaj se zgodi naprej? Kdor ima kronični stres, se dogaja, da ponavadi ni toliko stresnih dogodkov, kot da on, ali pa jaz govorim iz svojih izkušenj, da ko sem bila jaz v stresu, ali pa ko sem v stresu, seveda potem premlevam te negativne dogodke. In kaj se zgodi? Razmišljam, to, kar mi je nekdo rekel, kar je naredil, kar je bilo in tako naprej. Se pravi, vse, kar jaz ves čas premlevam v svojih mislih, dejansko mene ohranja v enakem stanju, kot me je ohranjalo, kot takrat, ko sem doživela stres. In dobesedno se zgodi, da pokuram čisto vse. Danes sem preko YouTubea naletela na en posnetek gospa Lija, ki je spremenila pred kratkim spol, nekoč je bila Janez. Moram še deliti na Facebooku to zgodbo, Sen se je vdajala to vdajo, neverjetna zgodba gospoda, ki si upa živeti svojo resnico. In preden je upal pač živeti svojo resnico, je dejansko svoje telo 2-krat pripeljal do popolne izgorelosti.
Seveda, ne, ker je bil v konfliktu sam s sabo. In ker je bil v konfliktu sam s sabo, sebe pripeljemo potem vedno do kroničnega stresa. In zdaj pomislite, če ste vi v neprestanem stresu in mogoče se vam dogaja, da si nekaj ne upate priznati ali pa nekaj upate sebi priznati, pa ne upate okolici priznati, ne upate živeti svoje resnice, ne upate postaviti se za sebe, ker, glejte, kolikrat imamo zadaj strah, bojimo se, da bomo svojo resnico nekoga prizadeli. In dejstvo je, da vedno bomo svojo resnico nekoga prizadeli. Vedno. Zaradi tega, ker ljudje, ki so navajeni na neko sliko, tako kot jo kažemo, recimo, če smo programirani na to, da smo tiste, ki zmerom ugajamo, ki smo zmerom prijazne, ki zmerom skrbimo za to, da je vse poskrbljeno, in potem naenkrat začnemo postavljati meje. Kdo mislite, da vam bo ploskal? Po moje nihče. Pač nihče takrat ne ploska, ko vi začnete postavljati meje oziroma ko začnete živeti svojo resnico, ko enostavno se rečete, oj, jaz se pa na ta način ne grem več. Verjemite mi, da tisti, ki so, kdor vas ima brezpogojno rad, ta bo takrat ploskal, bo rekel, bravo, yes, bejba, zmoreš. Medtem, ko tisti, ki pa imajo korist od tega, da se peljejo z vami, ali pa imajo korist od tega, ker ste tako ustrežljivi, pridni in tako naprej, verjemite, da nihče ne bo rekel, ej, bravo, zdaj bom pa jaz delal namesto tebe. Ali kakorkoli. No in v glavnem ta gospa Lija je govorila o tem, kako njeni starši ne zmorejo sprejeti tega, da je pač v sebi čuti, da je ženska. In mogoče za vse tiste, ki imate v družini tudi recimo take izkušnje, vam priporočam, poglejte film Dansko dekle. Izreden film o tem, kako so naredili v bistvu mislim, da prvo operacijo moškega, ki je enostavno želel spremeniti spol. In glejte, gre se za to, da upaš živeti svojo resnico. In če upaš živeti svojo resnico, pomeni, da ne moreš biti v konfliktu sam s sabo. In ker ne moreš biti v konfliktu sam s sabo, pomeni, da te hormoni za obnovo bolj delujejo. Ker včasih mogoče si ne upamo niti priznati tega, kje smo, ker nas je tako strah sprememb. No, naj vam povem, da bom zdaj pripravljam svojo šolo, se pravi šola naprednega energijskega zdravljenja, in v tej šoli bom dejansko učila ne samo to, kar se tiče hranilnih snovi, ampak čiščenje podzavesti in predvsem čiščenje korenin družinskega debla. Glejte, v Sloveniji toliko prenašamo po tem družinskem deblu, da je to nekaj neverjetnega. V Sloveniji je v vsaki družini neka drama. Jaz vam povem, da ne poznam nobene. In še tiste družine, ki pa zgleda, da so res wow, se pa na koncu vedno pokaže, da pa vseeno so pa taki umetniki, da dobro znajo pod preprogo počistiti, pa da res dobro igrajo to predstavo za javnost. Nek se vidi, kako smo mi srečni. In na koncu koncev jaz sem se tudi včasih šla to šolo ali to igro, pač predstava za javnost. In vem, kako je bilo, ko sem bila jaz v kroničnem stresu. Zdaj, če gledam dejansko sebe, ko sem sebe pripeljala na rob. Ko sem sebe pripeljala na rob, sem bila stara 35 let. Od 35 do 40 leta sem imela zanimive premike v življenju in potem je trajalo še nekaj let, da sem pa upala narediti kakšen resen premik. Ampak danes, če gledam nazaj, mogoče bi hitrejš šla ta proces. Mogoče bi hitrejš, takrat, ko je že vse v meni kričalo, da ne morem več, bi mogoče hitrejš se lotila svojih strahov in zakaj ne upam narediti korake naprej. Ampak okej, to je bila moja šola, moja pot, ker sem rabila razumeti vse te zadeve. In zdaj, če imate vi naporno življenje, pomeni, da tudi vi morate mogoče kakšno stvar razumeti. No, zdaj pa pojdimo na te centre, ki v bistvu napajajo vse živce.
Se pravi, ne samo ta vagusni živec, ki je danes tako popularen, ampak dejansko celo telo. Dejansko naše telo, naši živci so priklopljeni na centre, ki so v možganih. In te centre v možganih sta dva ključna centra in eden je hipofiza, to je hipofiza je takoj v bistvu tukaj povezan s čakro tretjega očesa in zadej, to je pa povezano s kronsko čakro, je pa epifiza. V glavnem, to sta dva centra, ki sta povezana s tem, kako doživljamo odziv stres, boj, beg, preživetje, po drugi strani pa koliko zaupamo procesu življenja. In zdaj glede na to, da se vsi učimo na en način narediti nek korak v svojem življenju, to pomeni, da je dejansko pametno razumeti, kako te dva centra delujeta. In če razumemo, da te dva centra delujeta na ta način, da en center, recimo kot je epifiza, je povezan s tem, kako zaupam procesu življenja. In nekoč, ni še toliko dolgo nazaj, je bila ena gospa pri meni na svetovanju, njen program je bil: ne zaupam Bogu, še Boga moram imeti pod kontrolo. In a si predstavljate, kakšen kontrol freak je? Ona ima vse pod kontrolo, v službi, doma, vse. Nikomur ne more zaupati, niti Bogu. In verjemite mi, da ima res naporno življenje. In to so podzavestni vzorci, ki jih ona pač kot duša vleče za sabo. Ona kot duša predeluje neke določene programe, ki jih pač more spucati. In zdaj tisti, ki se boste vpisali v šolo, boste pač deležni tudi tega znanja, da boste znali vse to sami prepoznavati in se boste tudi toliko naučili, da boste lahko potem tudi drugim ljudem pomagali. No in druga zadeva pa je, da med to hipofizo in epifizo pa nastaja elektromagnetno polje in to elektromagnetno polje potem dejansko se pelje oziroma se prenašajo sporočila preko hipotalamusa, to je pa v bistvu kot nadzorna plošča na vrhu hrbtenjače in grejo sporočila čisto vsako celico našega telesa. In ker grejo sporočila vsako celico našega telesa, moramo razumeti, da je potrebno dekodirati podzavest oziroma celično DNK. Zdaj pa kako to narediti? Ker včasih je pa to dejansko težko, ker razumeti, da je treba iti na celično DNK nekaj počistiti. Zdaj, če gledamo celična DNK, kje je že ta celična DNK? To je včasih dejansko težko. Celična DNK dejansko vpliva na to, da tja se zapisujejo vsa sporočila, se pravi, kar se tiče tehnično, hormonski motilci, kar se tiče podzavesti, dejansko vsega je zapis na celičnem DNK-ju. In da lahko to celično DNK dejansko dekodiramo, je potrebno vplivati na energijo hipofize, ta, ki je povezana tukaj s tretjim očesom. No, zdaj sem pa dobila preko zadnjega webinarja, ki sem ga delala preko YouTubea, vprašanje, kje dobiti to meditacijo za čiščenje hipofize. No, v tem sem pisala v knjigi, Ko imajo čakre žur, to je moja ta zadnja knjiga. In v tej ta zadnji knjigi, tukaj pri vijoličnem poglavju, žleza epifiza je povezana z ustvarjalno energijo. In v glavnem pri kronski čakri sem govorila o tem, kako pač počistiti podzavestne programe. In recimo prvi tak, ki blokira dejansko in hipofizo in epifizo, te dva centra za stres, je, da imate prepričanje, da Boga ni. Bolj, ko ste vi prepričani, da ste sami na tej zemlji, da Boga ni, da nikomur ne morete zaupati, bolj sigurno se bo dogajalo, da boste bolj ločeni, da boste bolj v stresu. Hkrati pa te centri v možganih vplivajo na stanje korenske čakre, korenska čakra pa direktno napaja z energijo celo telo. V bistvu pride zelo tehnično, vse skupaj deluje naše telo in zdaj, če gledamo, da tehnično deluje, da nastane pod prvo tukaj gor,
nastane elektromagnetno polje, potem pa med spolno čakro in korensko čakro nastaja elektromagnetno polje in v bistvu tukaj noter se generira kot energija, ki se potem po hrbtenici dviga v možgane. In ljudje, ki imajo izpraznjeno energijo tukaj glede preživetja, pomeni, da imajo tudi izpraznjeno energijo v glavi, kar se tiče zaupanju v proces življenja. Zdaj pa, kako zdaj to povezati skupaj, da v bistvu se rešimo tega? Tukaj dejansko pomaga zdravilna molitev dekodiranja in zdravilna molitev dekodiranja je tista, ki vpliva na to, da lahko usmerjate energijo v 4 zdravilna središča in ta 4 zdravilna središča so prvo zdravilno središče je tukaj na čelu in sicer, glejte, če jaz dam roke takole v klunček in zdaj to je v bistvu znanje, kako držati roke pri zdravilni molitvi dekodiranja. V glavnem, če jaz dam roke v klunček in jih usmerim na čakro 3. očesa, pomeni, da tukaj spet nastane elektromagnetno polje in vplivam na stanje žleze, ki je v možganih. In tako energijsko lahko sama počistim energijo oziroma dodajam energijo žlezi, ki potem vpliva na vse ostale centre v telesu, tudi na stanje stresnega hormona. Jaz upam, da nisem preveč zakomplicirala to zadevo, ampak zdaj kako to počistiti. Če gledate zdravilna molitev dekodiranja, jo lahko najdete na YouTubeu in tam, kjer je vse zavedne in nezavedne kode moje duše, ki so povezane z blokado čez hipofizo. In vam povem primer. Gospod je tukaj sosed moj, je začel delati meditacijo za dekodiranje, da je zmanjšal, se pravi, je počistil blokado čez hipofizo. On je imel 40 let epileptične napade, epileptični napadi so mu dejansko zginili. Ampak to že od novega leta on to meditacijo dela, od novega leta dejansko se je stanje njegovega telesa popolnoma uredilo. A si lahko to predstavljate? Toliko močna je ta zdravilna molitev dekodiranja, da dejansko tisti programi, ki so mogoče zataknjeni leta in leta imate mogoče neko težavo, dejansko jih počistite. Toliko močno to deluje. No, naslednja zadeva je pa tukaj epifiza. Epifiza je pa center, kjer se proizvaja hormon sreče, kjer se proizvaja serotonin, se pravi, serotonin nosi sporočila potem naprej v vsako celico našega telesa. V epifizi se tvori hormon spanja, spalni hormon in, glejte, če imamo ves čas znervirano to žlezo, je nemogoče, da dobro spimo. In zdaj spet, kako počistiti, da ta žleza dobro deluje. Ta 4 zdravilna središča, prvi je tukaj, ko držimo takole roke, potem damo roki tukaj dol na grlo, na ščitnico in ščitnica pa vemo, da deluje spet na vse ostale hormone, na stanje limfe, na zastajanje vode v telesu, deluje na celulit, na vnetja deluje, na celično presnovo, na občutek lakote, na občutek energije, toplote in res da na ščitnico deluje spet hipofiza. In ko damo takole roke, v bistvu spet nastaja elektromagnetno polje med našimi rokami in ščitnico in dejansko se začne stanje izboljševati. Potem imamo pa tukaj 2 manjši čakri, ki sta za zmanjšanje stresa, ki sta pa direktno povezani z nadledvičnimi žlezami, kjer se proizvaja stresni hormon. In ko mi roki damo takole, se dejansko spet vzpostavlja elektromagnetno polje in ko se vzpostavlja elektromagnetno polje, mi vplivamo na stanje nadledvičnih žlez in se zaradi tega zmanjša stres na celični bazi. In potem tukaj na sencah pa delujemo na stanje epifize, se pravi stanje žleze, kjer se proizvaja hormon sreče. Tako da v glavnem, če razumemo, da lahko
Samo s tem, ko izvajamo zdravilno molitev dekodiranja, vplivamo na stanje telesa, smo ogromno naredili. Ampak zdaj bomo pa naprej pogledali, kaj pa fizično potrebujemo, da se naše telo nahrani, in tukaj je kombinacija hranilnih snovi, ki jih pač potrebujemo tehnično za izdelavo hormonov. In sicer potrebujemo vitamin B3, B6 in te dva vitamina, brez B12 vitamina se ne vežeta. Se pravi, B12 vitamin, kako veste, da ga imate premalo, če ste neprestano živčni, razdražljivi, popadljivi celo, pomeni, da vam sigurno manjka B vitamina. Zdaj pa pomislite, pa kako, pa se jaz jem meso, se ga dovolj pojem, v meso, a ne, je B vitamin. Ampak če pa pogledamo, mogoče imate pa težavo v želodcu, imate pomanjkanje želodčne kisline in se sploh hrana ne razgradi na manjše delce. Zdaj, če pogledamo prav vitamin B6, zdaj berem iz knjige, ko imajo hormoni žur, glejte, pomanjkanje B6, utrujenost, potrtost, napetost, razdražljivost, raztresenost, občutek ohromelosti v rokah in nogah, artritis, oslabelost mišic, izpadanje las, razpokani ustni in vneti očesni kotički in slab imunski sistem. In B6 vitamin je potreben nujno za izdelavo oziroma za pretvorbo hrane v energijo. In če nimamo B6 vitamina, mi smo kot ugasnjeni, kot bi nas nekdo izklopil. No in naprej, komur pa manjka vitamina B12, in prva stvar moramo razumeti, s čim izplavljamo B12 vitamin, ker mogoče ga imate dovolj s hrano, ampak če pijete alkohol, adijo, gre B12. Če pa rečete, pa se ga ne popijem toliko. Ja, ampak ves alkohol izplavlja B vitamin, B12 vitamin. Potem naprej, če ste na kakršnih koli hormonskih tabletah, adijo B vitamin. Če ste na inzulinskih tabletah ali injekcijah, adijo B vitamin, in na kontracepciji. Zdaj pomislite, vse hormonske tablete, pa še tablete za pritisk izplavljajo B vitamin. A vam je mogoče povedal zdravnik, da nujno potrebujete dodatek B vitamina, ker če ga nimate zadost, pa imate neka zdravila, ki jih redno uživate, imate dejansko izplavljanje B vitamina, ki pa potreben za razstrupljanje, za dobro delovanje možganov. In kaj se zgodi? No, ena gospa mi je govorila o tem, pri 50 letih so se ji začele težave, bila je ves čas utrujena in je šla najprej ginekologini, ta ji je dala hormonske tablete in pač seveda nihče ji ni povedal, da se ji izplavlja B vitamin. Je vegetarijanka, se pravi, ni vnašala že tako zadostne količine B vitamina in dejansko te hormonske tablete so ji pospravile ves B vitamin, potem je padla v depresijo, je šla k zdravniku in je dobila še antidepresive. Juhej, v osnovi bi pa rabila samo B vitamin, prehransko dopolnilo B vitamina. No in zdaj tisti, ki ste tukaj na YouTubu, lahko vidite, Neolife Shake ima točno to vse, kar potrebujemo za izdelavo rastnega hormona. Vam povem, da jaz sama uporabljam prehranska dopolnila, ki jih pač dobite na moji spletni strani srečnoživljenje.si. S temi prehranskimi dopolnili se ukvarjam zdaj že 30 let in dejansko v osnovi sem v 53. letu moje mladosti. In glede na to, da pri 53 letih, in zdaj sem imela zdravniški pregled, veste, kakšen izvid sem dobila? Da gospa ima nadpovprečno vitalno energijo za svoja leta. Mislim, čisto sem važna. In niti ene težave nimam, vse je v merah normale, počutim se vrhunsko in res sem prepričana, če nahranimo naše celice, pomeni, da lahko tudi stres nekako držimo pod streho, ker v nasprotnem primeru pa nas stres ves čas šofira in smo ves čas sesuti. Tako da v glavnem, recimo, sploh, kdor ima pomanjkanje B vitamina in da recimo vsak dan popije eno pivo, veste, kaj se zgodi? Pa rečete, ja, pa se je v pivu je B vitamin. Ja, ampak je to alkohol, ki izplavlja B vitamin. Lahko se vam začne dogajati, da imate nerazložljive vrtoglavice. Lahko se vam zgodi, da vam vibrira v prsih in vam manjka samo B vitamina. Tako preprost je. Lejte,
ali Formula 4 ali pa Neolife Shake. V obeh primerih dobite zadostno količino B vitamina in za telo je dejansko treba poskrbeti. No, zdaj pa, če pogledamo naprej, zdaj pa gremo dejansko na to, kako pa shujšati, ne? Če že na koncu želimo zdravo jesti, naše telo potrebuje vse in vprašanje je, zakaj nekateri ljudje lahko jejo vse in se ne zredijo in imajo vrhunsko zdravje in drugi gremo mimo hladilnika, kila gor. Ja, tukaj so odgovori dejansko v tem, kako naše telo odreagira na sladkor v živilih. In prva stvar, kar moramo razumeti, občutljivost na sladkor to ni diagnoza, to ni nekaj, kar bo nekdo rekel, ti postavil diagnozo, recimo kot občutljivost na gluten, recimo. Ampak kako vi veste, da ste občutljivi na sladkor? Dobro, lahko naredite test, to je v knjigi, ko imajo hormoni žur, je test, ali ste občutljivi na sladkor na strani 92. No in vam povem par vprašanj. Po obilnem obroku postanem zelo lena in utrujena. Sredi popoldneva postanem utrujena in ali lačna. Če sem pod stresom, si želim jesti bodisi takoj, bodisi potem, ko napetost malce popusti. In mnogi, ki so v službi pod stresom, pridejo domov in potem samo jejo take stvari, za katere vemo, da niso preveč zdrave. In to je ena luštkana gospa je rekla, v službi dela s strankami, zelo naporno, ima pač tempo, in je rekla, ko pride domov, ona začne jesti. In začne jesti in potem posega po čokoladi in potem sama sebe obtožuje, kako nima niti to kontrole, da bi sebe držala pod kontrolo, ne? In dejansko njeno telo odreagira na stres. Zdaj pa kaj bi bilo treba drugače narediti? Ko jemo hrano, ki ima ogromno količino sladkorja, se dejansko v našem telesu sproži želja po še. In tisti, ki ste v stresu, bi mogli še to toliko bolj razumeti kot vsi ostali. In zdaj, če pogledamo inzulinsko past. Inzulinska past pomeni, da ko pojemo recimo pico, ki je prepojena z belo moko in z maščobo, dejansko se v krvi sprosti ogromna količina sladkorja. In ko pride ta ogromna količina sladkorja, jo potem telo želi nekam spraviti, ne? Tukaj, glejte, lahko vidite na tem grafu, za tiste, ki gledate preko YouTubea, na tem grafu je lepo pokazano, kako naraste sladkor, pa potem pade sladkor in tako naprej. V glavnem, trebušna slinavka potem sproži inzulin, to je hormon, ki pospravi prekomerno količino sladkorja v krvi in ga spravi v maščobne celice za slabe čase. Ampak celica je pa podhranjena, ne dobi zadostno količino hranil in kmalu že sporoča možganom, pošlji mi hrano in lačna sem. Se pravi, takrat mi dobimo v ustih slino in tisto občutek, tak trenutek bi jedla nekaj. In glejte, meni, ko se sproži želja po sladkem, se nikdar ne sprosti želja, da bi jedla recimo korenček. Nikdar. Jaz bi takrat dala nekaj sladkega v usta. In to se mnogim ljudem dogaja, pa ni potrebno, da imate doma recimo sladkorno bolezen, ampak ste samo občutljivi na sladkor. No in zdaj kaj moramo razumeti? Da takrat, ko postanemo nerazložljivo brez energije, mogoče nas začne tesnoba stiskati, mogoče imamo tako ravnodušnost, pomanjkanje motivacije, razmišljanje gre gor in dol in tako naprej, razpoloženje niha. Takrat naše telo sporoča, da potrebujemo več, da moramo razumeti, kako deluje sladkor v našem telesu. Na YouTubeu vidim, gospa Alda je prisotna. Alda, jaz sem toliko vesela za tvojo zgodbo in tudi včeraj sem govorila na tem srečanju v vrtcu,
Tvojo zgodbo sem delila, kako si v bistvu shujšala 72 kilogramov in to je nekaj neverjetnega. Tvoja zgodba je res tako neverjetna, ker ko si ti razumela, kako deluje ta nihanje sladkorja, kar bom zdaj razložila, dejansko si odvrgla še eno telo. Ni to nekaj neverjetnega. Tako da res vam priporočam, naučite se te osnovne zadeve, ker boste videli, kako boste lahko vse jedli, brez da se vam sprošča neprestana želja po sladkem. In zdaj pa bom govorila o tem, kako v krvi ohranjati sladkor v ravnovesju. Ker ko mi jemo hrano, ki ima ogromno količino sladkorja, telo odreagira in imamo spet podobne simptome, kot da bi bili v stresu, oziroma slabše lahko sploh nadzorujemo stres. Stres nas šofira, namesto da bi mi šofirali stres. No in v glavnem visok glikemični indeks. Pivo ima glikemični indeks kar 110. In to pomeni, da kdor pač na dnevni bazi pije eno pivo, je bolj kot bi jedel cukor z žlico. Več sladkorja ima v sebi. Če gledamo naprej, kdor na dnevni bazi je koruzne kosmiče, pa bi človek rekel, pa so ja zdravi. Dejansko koruzne kosmiči v sebi, vsebujejo ogromno količino ogljikovih hidratov in vemo, da koruza, recimo koruzna moka, ima glikemični indeks kar 70, če pogledamo tukaj le, vidite. No in zrele banane 60, melone 60, potem kivi 50, potem jabolčni sok recimo 50, mošta, pa ajda 45. In če gledamo živila z nizkim glikemičnim indeksom, recimo sadni jogurt je sicer 35, navadni jogurt pa samo 15. In recimo zrele hruške imajo glikemični indeks 30, zdaj pa če gremo navzdol, recimo če pa jemo bučke pa samo 15. Skuta dejansko nič. In če naredite avokado s skuto, dejansko to je kombinacija živil, da dejansko je več porablja za prebavo, za presnovo, kot pa dodamo noter. No, zdaj pa poglejmo, kako kombinirati hrano, da razumemo ta glikemični indeks, načelo srednjega glikemičnega indeksa, vam zdaj želim razložiti. Če pogledamo tipično slovensko kosilo, nedeljsko kosilo je sestavljeno na ta način. Juha z rezanci, seveda so beli, potem neko meso, krompir, solata, potem pa nekaj sladkega, kava s smetano in potem si zihar mrtev. Pristaneš na kavču brez energije. Kaj bi bilo tukaj drugače za narediti, da ostane sladkor v ravnovesju? Pri kosilu, sploh nedeljsko kosilo, juha recimo je fino, da date vlivance noter, ne belo moko pa jajca ali pa ne vem, če date že pripravljene rezance. Če naredite samo jajčne vlivance, pomeni, da je to juha, ki ima v sebi beljakovine. Jajce ima glikemični indeks 0. Potem, če jeste krompir, pomeni, da krompir ima ogljikove hidrate, ogromno sladkorja in sladica ima ogromno ogljikovih hidratov. Tukaj vi zbirate, kaj boste jedli. A boste jedli krompir ali boste po kosilu pojedli štrudel. Pač eno ali drugo. Če boste jedli oboje, vam bo padel sladkor in boste brez energije. Naslednja stvar, dodate, zdaj pa to je ena stvar, kar moramo razumeti, je pa potrebno dodati še kuhano zelenjavo. In da boste razumeli, včeraj je bil na tem predavanju vprašanje, ena gospa je kar tako rekla, pa mi ne morete reči, da količinsko ni važno, koliko pojem, pa bom kar shujšala. Ja, dobesedno, količinsko lahko pojemo, kolikor želimo, pa bomo shujšali, če se držimo tega pravila. Krožnik razdelimo v Mercedesov znak in damo 1/3 krožnika, damo krompirja recimo, 1/3 krožnika damo kuhano zelenjavo, recimo pražene gobe, in 1/3 krožnika damo mesa. Zdaj tisti, ki ne jeste mesa, v tem primeru potrebujete ravno tako beljakovine, ne da jih izločite, pomeni, da se 2 žlici skute. Ali, če ne veste, kje so beljakovine, poleg popijete jogurt.
To sem pisala v knjigi, ko imajo hormoni žur, da boste vedeli, kje odprete knjigo. To knjigo odprete v rumenem poglavju in prav ta Mercedesov znak je razložen na strani 136. Tukaj imate točno razložen, kaj je treba, kaj potrebuje telo, da ostane sladkor v ravnovesju. In če to razumemo, glejte, ni noben problem, solate lahko pojemo, kakor hočemo in res sladkor ostaja v ravnovesju. Tako da vam povem, da ta sistem prehrane je bil meni eureka, prav eureka. Zdaj to, kar sem pisala v tej knjigi, ko imajo hormoni žur, jaz sem združila skupaj znanja iz 4 različnih knjig. In sicer ena je Spimo in hujšajmo. In tam določena znanja so mi bila super, določena so bila pa čisto skregana z zdravo pametjo. Pač jaz ne morem jesti cel dan neke beljakovine. Potem, ali ste zasvojeni z ogljikovimi hidrati, je druga knjiga. Tam je že tako, da lahko ješ skoraj same beljakovine in jaz ne morem jesti same beljakovine, pač to ni moja prehrana. Potem je naslednja knjiga, je Montinjakova dieta in Montinjak pravi, da zjutraj lahko jemo žemljice, pa potem zvečer moramo več beljakovin pojesti, ampak jaz, če sem zjutraj jedla žemljice, sem že zjutraj padla dol. No in te 3 knjige so bile najbolj poglavitne, tiste, da sem razumela, kako deluje kemizem v telesu, kako delujejo hormoni in sem nekako združila ta znanja skupaj in pogruntala srednjo pot. In tega se jaz sama držim. Tako da, jaz sem prepričana, da na ta način lahko vsakemu pomagam, ne samo gospe Aldi, ki je toliko shujšala, ampak dejansko vsak lahko s tem ohranja stanje energije v ravnovesju in s tem imaš potem dovolj energije, da stresni hormon držiš dejansko pod kontrolo. Res poskusite na ta način in sploh za vse tiste, ki niste ljubitelji mesa, ker recimo pri meni doma, moje 2 hčerki, ta mali 2 sploh ne jesta mesa in kuhamo dejansko brezmesno zdaj. To pomeni, da jaz namesto mesa, ker se meni ne da samo za sebe pripravljati meso, pač uporabljam ogromno skute. In skuta ima glikemični indeks 0 in pomaga pri tem, da sladkor ostane v ravnovesju. Tako da ja, lejte, poskusite na ta način in boste videli, kako se boste dobro počutili. In naslednja stvar je, telo potrebuje tudi 2 mini obroka, se pravi, potrebujemo 5 obrokov, prvi zjutraj zajtrk, potem čez 2 uri pa pol mini obrok, malica, potem kosilo, ali pa če ste v službi rabite jesti, nekaj, lahko je samo jogurt pa mandlji, popoldne ob 5 potrebujete hrano, in zvečer v 7, 8 rabite še večerjo. In vse te teorije, da če želiš shujšati, moraš večerjo dati stran. Lejte, večerja je najbolj pomemben obrok dneva in če vi večerjo izpuščate, ponoči ne boste spali, boste brez energije, ni hormonov za obnovo, nimate sestavin, da bi telo delalo obnovo in enostavno ste sesuti. In to pomeni, da sebe pripeljete zaradi tega v neravnovesje, ker ne poskrbite za osnovne svoje potrebe. Toliko zelo je to pomembno. No in tukaj so primeri, kot vidite, imamo lahko primer pršut pa melona skupaj, ali pa recimo mocarela pa paradižnik, ali pa pršut pa olive in zdaj se vprašate, ja, kaj pa kruh? No, čisto preprosto, spečete beljakovinski kruh iz ajdove moke in je to. Zdaj, kako najdete recept? No, recept za beljakovinski kruh najdete v knjigi, ko imajo čakre žur in tisti, ki ste že sprobali ta kruh speči, glejte, to je toliko božanska zadeva, ajdova moka, jogurt, soda bikarbona, olivno olje in sol. In nič drugega, to zmešamo skupaj 45 minut, imate tak kruh, da res neverjetno sladkor ostaja v ravnovesju in ga lahko jeste kot samostojni obrok. No, zdaj pa moramo naprej pogledati, kako pa deluje celična presnova. In ko boste vi vse to dali vašemu telesu, kar potrebuje za aktivacijo celične presnove, in zato, glejte, zakaj je moja strast, da se ukvarjam s hormonskimi centri,
pa s celično DNK, dobro pa tudi z energijskim zapisom, zato ker treba je vzrok odstraniti. Ne, da iščemo en kabel, ki ga je treba nahraniti. Ja, lahko da je precvikan, zdaj po domače povem. Se pravi, če ne bi bilo zvoka, jaz imam tukaj slušalke, če je tukaj nekje ni kontakta, seveda je potrebno, ampak se spet moramo vprašati, kaj popravlja živce. Popravlja živce, pa lejte, čist preprost, B vitamin, omega 3, pa C vitamin, ki vse skupaj drži, pač ta ovoj. Temu se reče mielinska ovojnica okrog živca, ta izolacija. Se pravi, notri je kabel na sredini in okrog je izolacija in problem je pri živcih samo to, da mogoče smo podhranjeni, da imamo pomanjkanje omega 3 maščobne kisline in če se vrnemo na začetku zgodbe, ko sem govorila o stresnem hormonu, da porablja vso omega 3, lahko se zgodi, da vam manjka B vitamina in zaradi tega popušča ta ovojnica okrog živca in spet stresni hormon porabi ves B vitamin, C vitamin vas porabi stresni hormon in seveda potem začnejo te kabli, živci dejansko propadati. In poleg tega pa C vitamin deluje na celično presnovo in deluje v celici kot aktivator energije. Deluje na to, da sploh pride do vžiga. A veste, to je tako, kot recimo si predstavljate, da imate kres za zažgata, ne? Imate kup drv za pokurt in nekateri na ta način razmišljajo, ko je treba shujšati, ne? Rečejo, pa da je to vse v glavi. Mehen bolj pozitivno razmišljaj in to boš brez problema shujšala. Ja, ampak gledajte, če si predstavljate, da je fizično kup za skurt, jaz če pozitivno razmišljam in delam, vžgi se, vsak bo rekel, halo, vzem vžigalco. A je to tako? In če ni vžigalce, ne bo prišlo do kurjenja. In ta vžigalca na celični bazi je C vitamin in magnezij. To sta najbolj pomembne dve vžigalci in naslednja zadeva je tudi B6 vitamin, naslednja vžigalca. In če tega nimamo, adijo dobra energija. In sploh še enkrat pri B vitaminu moram poudariti, kdor ima pomanjkanje B vitamina, se pravi, da ne more shujšati, da je živčen, da je kronično utrujen in brez energije, je možno, če uporablja kontracepcijske tablete ali kakršne druge tablete, recimo kar se tiče hormonskih tablet, če uporablja uspavalne tablete, če uporablja alkohol, če uporablja inzulin in tudi tablete za nižanje krvnega tlaka, se mu izplavlja iz telesa B vitamin. In nujno potrebuje dodatke B vitamina, ker v nasprotnem primeru enostavno ne pride do vžiga. No in naslednja zadeva, pa moramo se še vprašati, kaj je pa tista snov, ki pripelje iz maščobne celice, se pravi to maščobno molekulo, da jo pripelje na kurjenje v maščobo. In to je pa železo. Železo pa dejansko je ključna sestavina za karnitin, to je pa voziček, na katerem se vozijo te maščobne molekule. In brez železa ni kurjenja. In kdor je slabokrvn, ne more shujšati. In zdaj kako si pomagati? Obstaja živilo, ki ima točno vse to v sebi, kar zdaj govorim, dejansko vse za presnovo, in to je tatarska ajda. Če jo zmešate skupaj z gobami, dobite najboljše živilo, kar je sploh možno. Dejansko vsebuje vse, kar potrebujete in za izdelavo tega karnitina, vozička, za dobro kri, za presnovo, za energijo in tako naprej. Za vse tiste, ker vsak dan pa ajde pač ne moramo jesti, pa vse to dobite dejansko v kompletu za hujšanje. Vse, kar potrebujete, da se aktivira presnova, da pride do vozička, da se skuri, da deluje cel proces, dejansko s tem pospešimo vse skupaj. No, zdaj pa poglejmo naprej. Prav moč beljakovin je tista. Če se vam na dnevni bazi sprošča lakota ali pa utrujenost, ste sigurno podhranjeni z beljakovinami. In zdaj, kako veste, da vam manjka beljakovin? Glejte, če ne veste, in če ne veste, če so bili pri določenem obroku, če so bile beljakovine, poleg popijete jogurt.
Jogurt sigurno vsebuje beljakovine, lahko tudi sirotko popijete, lahko kefir, ampak potrebujete nekaj od beljakovin, zato da sladkor ostaja v ravnovesju. Poleg tega pa dobite ogromno količino B vitamina prav z beljakovinami. Zato je tako pomembno, da pač poskrbite za svoje celice, da jih nahranite, in kdo bi rabil večjo količino beljakovin, se pravi, športniki, starejši ljudje, in zdaj pomislite, starejši ljudje ponavadi manjejo. In zakaj se pospešeno starajo? Ker nimajo beljakovin. Potem nosečnice, doječe matere in za vse, ki želijo shujšati, in predvsem za otroke, najstnike, ki rastejo. No in seveda mene je zanimalo, koliko je potrebno, ker po teh priporočilih pravijo, da je potrebno na kilogram telesne teže pojesti na celih 83 grama beljakovin. Jaz sem zelo praktičen človek, da mi pove, a je to en zrezek, a je to en jogurt, koliko jaz moram pojesti, da bom dobila ta na celih 83 gramov kakovostnih beljakovin na kilogram telesne teže. No, seveda, ker me je to zame zanimalo, da bom vedela, kako nahraniti moje celice, sem v knjigi, ko imajo hormoni žur, dejansko to napisala. In sicer, potrebujemo, jaz zdaj iščem, da vam bom točno beljakovine, koliko bi bilo potrebno pojesti. Če tehtate 75 kilogramov, potrebujete okrog 100 gramov beljakovin. Poglejte, potrebujete na dan, to je na strani 277 v knjigi, ko imajo hormoni žur. Eno kuhano jajce, potrebujete 10 dek sira, potrebujete pri kosilu pojesti eno postrv in recimo za malico pojeste 5 mandljev. In ste še vedno niste prišli na 1 gram beljakovin na dan. Res je težko, ogromno tega moraš pojesti. In večina izmed nas je dejansko podhranjenih z beljakovinami. In zdaj, kako veste, da vam manjka beljakovin? Če vam manjka beljakovin, postanete stari, zgubani in polulani. Zdaj pa zakaj to trdim? Zaradi tega, ker pomanjkanje beljakovin vodi do tega, da dejansko se nam razgradi mišična masa, in ko se nam razgradi mišična masa, se nam povesijo notranji organi in zaradi tega nam začne voda uhajati. No, in zdaj naprej bomo pa govorili o pomenu vode, ker tudi voda je tista, ki je pa pomembna. Se pravi, če vam voda uhaja, imate pomanjkanje beljakovin, ampak po drugi strani, pa če ste pa dehidrirani, se pa lahko zgodi, da vaše telo kar naprej bo imelo željo po hrani, pa v osnovi nekako nimate več ta sistem za željo, ste malo blokirali. In zaradi tega se lahko zgodi, da enostavno nimate pojma, koliko ste žejni. Naslednja stvar, kar je pa pri vodi pomembna, pač na dan bi mogli popiti na 25 kg telesne teže 1 liter vode. Se pravi, če imate 50 kg, potrebujete 2 litra vode. Če imate 75 kg, 3 litre vode, oziroma tekočine, sem seveda spada tudi čaj, pa vse, kar teče, sigurno pomaga, ampak predvsem bi bilo pametno vodo. No, in zdaj naslednja stvar pa, naša voda nas sliši, in ker sliši naša čustva, to pomeni, da vsakič, ko jaz sama sebi rečem, joj, kako sem grda, kako sem, sama sebi govorim slabe stvari, moja voda v mojem telesu to sliši in postaja vedno bolj zakisana. In zato je tako pomembno, da ohranja pač to energijo, pozitivno energijo. No, in še ena stvar, kar je pomembno, prav za hujšanje je to, da zjutraj da imamo aerobne vaje zjutraj. Včasih, zdaj ne, pač je zdaj že hladno, ampak včasih vidim kakšno damo, ki zagreto pred poletjem začne teči. In tukaj pač mimo hiše vidim ljudi, ki se zaženejo, da bojo pač shujšali. In si mislim, pa ljuba duša, za začetek začni hoditi, bi bilo zadosta, Ker začeti kar teči iz kavča je čisto preterano in s tem spet stres povzročamo svojim celicam.
Zato je pomembno, da gremo na aerobne vaje in jaz delam leta že vrelec mladosti vsako jutro in ta vrelec mladosti je dejansko zakon. Jaz to delam zdaj že 17 let, vsako jutro vrelec mladosti. In vrelec mladosti ne samo to, da so aerobne vaje, da se poveča mišična moč, dejansko vpliva na stanje našega energijskega polja, mišice napnemo, pač tibetanske vaje so res zakon. In meni jih je pokazala gospa, 17 let nazaj, se pravi, koliko sem imela, 35 let. Pri 35 letih nisem imela toliko energije, da bi sebe dvignila na rokah. Pa tukaj ne govorim, da sem delala svečo, ampak čisto preprosto most nisem mogla narediti, tako da bi sebe dvignila na rokah. Nisem imela toliko moči. In ko sem začela delati tibetanske vaje, mene je vse bolelo. Ta prvi teden me je vse bolelo, pa začela sem s parimi ponovitvami samo. Tako da, mislim, res je neverjetno. Vam povem, da tibetanske vaje vplivajo na to, da se uravnava sladkor v krvi, da delujejo na to, da se pospeši kurjenje maščob, deluje na to, da se povečajo, hormoni boljš delujejo. Dejansko tibetanske vaje so tiste, ki aktivirajo našo celično presnovo. In naslednja stvar, moj jutranji ritual. Jaz vsako jutro vzamem karte, prehodonovo dobo in jih premešam in se zahvalim, prižgem svečko in rečem: stvarstvo, hvala za nov dan. Stvarstvo, hvala, ker si se zbudila. Hvala, ker me čaka nekaj lepega. In potem potegnem nekaj kart prehodonovo dobo in da zdaj vidim za vas ta trenutek. Kakšno je to sporočilo, kakšno je ta trenutek za vas sporočilo? Poglejte, angelski glas. Dovoljujem, da me vodijo nebesne sile. V sebi sem mirna, slišim vodstvo. Potem, če pogledam naprej, dovoljujem, da me voda očisti. Dovoljujem, da vsi strupi odidejo. In naslednje sporočilo, modrost je v meni. V meni je večna modrost, zato ker moje srce je čisto in lahko sprejema modrost. In naslednja, recimo tukaj je vam pokukala napredek. Moje delo blagoslavlja, pozdravi, navdihne, razvedri ter oplemeniti duha in srca ljudi. In naslednja stvar, kar je tukaj prav pri tem sporočilu, in zato dobivam odlično božansko nadomestilo. In glejte, dovolite, da se vam zgodi napredek v vašem življenju. Dovolite, da greste naprej. Zdaj čutim, da so neke energije se sprostile, kakorkoli, a vas je strah napredka? Mogoče. Zanimivo, ker napredek ponavadi pomeni spremembe. Spremembe pomeni strah pred tem, da je treba kakšno stvar spremeniti. In ja, čeprav je tako enostavno slišati, edina stalnica v življenju je sprememba, ko pademo v spremembe, je naporno. Je naporno. Govorim iz svojih izkušenj, ja, zato, ker bi se oklepali varnosti, poznanega, ker bi se opremali tega, kar si naslikamo nekaj, kako bi izgledali po naše, ampak včasih ima naša duša večji načrt. In potem smo v kroničnem stresu, seveda, zato včasih dovolimo, da se kakšna stvar pregnoji. A veste, kakšen odnos ga mogoče spregledamo. In recimo ena stvar je ta modrost. Dovoljujem si videti jasno in dovoljujem si videti resnico. Ker, nažalost je tako, da ogromno ljudi ni iskrenih. Zdaj to govorim iz svojih izkušenj. Ogromno ljudi igra dvojno igro. In zdaj kako vemo, da nekdo igra dvojno igro? Glejte, jaz sem za popolno iskrenost. Se pravi, v mojem svetu ne odobravam varanja. Zakaj? Zato, ker nekomu lažeš. In če nekomu lažeš, pod prvo sebi lažeš. A ne? Po drugi strani pa kronični stres, ker moraš pač nekomu lagati, dejansko privede do tega, da ti zboliš. Živeti resnico.
ja, nekoga bom zdaj mogel prizadeti, če bom živel resnico. Itak prizadaneš tudi s tem, da lažeš, recimo, a ne? In potem nastane toliko te zahrbtnosti, preračunljivosti, škodoželjnosti in tako naprej, zaradi tega, ker nekdo se boji izgubiti, nekdo se boji oditi in na koncu nastane cela štala. Tako da v glavnem gre se za to, da živimo iz svoje resnice. In vem, da včasih to je dejansko naporno, ampak edina stvar, kar se splača. No in prav to, kako govorimo sami s sabo, je najbolj pomembno, ker naše celice slišijo to. Skrb za telo je ljubezen do sebe. In telo je ogledalo naših čustev, misli in prepričanj. In če imate veliko težav s svojim zdravjem, pomeni, da vaše telo vam jasno sporoča, da bo treba nekaj drugače narediti, vaše telo vam jasno sporoča, da enostavno nekaj ni v redu in da bo treba pač se poglobiti v svojo notranjost. No in prejšnji dan sem otroke spraševala, kaj predstavlja najbolj podzavest, poleg ledene gore. Ledena gora je v bistvu dobra prispodoba za podzavest, ker ta čustva, ki jih uspešno potlačimo, so nekje pogreznjena. Ampak odlična prispodoba za podzavest je tudi ocean. Ker ocean je v bistvu v teh globinah noter je mrskej in je prekrito vse, nič se ne vidi. In ja, takrat, ko pa pride recimo cunami, pa vrže dejansko naplavi tudi tisto, kar je nekje pogreznjeno. In včasih v svojem življenju pripeljamo sebe do tega, da se zgodi cunami, da enostavno nam pomeče ven vse tisto, kar smo tako uspešno skrivali sami pred sabo in se delali, da tega ni. Tako da v glavnem verjamem, da podzavest je tista, ki dejansko je potrebno sčistiti, te naše globine. Včasih potrebujemo bolezen, da lahko pogledamo jasno resnici v oči. In zdaj pa, tam, kjer imamo blokado, v tem sem pisala v zadnji knjigi, ko imajo čakre žur. In zdaj, če gremo prav na popkovno čakro ali pa recimo čakra solarnega pleksusa, poglejmo tukaj, se pravi čakra solarnega pleksusa, ki je povezana s trebušno slinavko. Fizično težave povezane s slabšim delovanjem solarnega pleksusa so te, težave z očesnim pritiskom, kronično vnetje sinusov, težave s pljuči, dihanje, vnetje želodca in dvanajsternika, občutek napetosti v predelu želodca, oblive vročine in mrzlice, žolčni kamni, visok holesterol, visok krvni tlak in tako naprej. In tukaj seveda naprej govorim o tem, kako počistiti karmične vezi, tiste vzorce, tudi družine, ki nas vlečejo, da je bolj enostavno požreti čustva, kot pa se ukvarjati z njimi in dejansko pogledati resnici v oči. No in ta center je povezan s čustvom, se pravi s tem občutkom zmorem. A jaz zmorem iti čez te lekcije v svojem življenju. No in v glavnem, zanimivo pa, spolna čakra je pa povezana z občutkom, se pravi s tem čutim, dovoljujem si čutiti. In vemo, da ogromno žensk predvsem ima velike težave z doživljanjem vrhunca, ker enostavno so tako razštelane, da dejansko ne čutijo niti spolnega izražanja. In o tem se ne govori. Je treba biti tiho, ker to je pa tabu tema. Tako da v glavnem, v tej moji šoli, bom jutri več o tem govorila, pa v naslednjih dneh bom učila dejansko o tem, kako bomo počistili podzavestne vzorce, kako bomo počistili družinsko karmo, kako bomo družinske korenine počistili in predvsem, kako bomo počistili in dekodirali dušno DNK. Sploh, recimo, ko sem jaz čistila pri sebi, sem prišla do zaključka, da imam na določenih plasteh moje aure, sem imela dejansko energijske pečate. Tako da ja. Pa si mislite, kako je to tja prišlo?
Ja, ni to iz tega življenja, ampak je očitno prišlo tja. Tako da v glavnem gre se za to, da spustimo nizka čustva in da gremo v dobra čustva, kot je hvaležnost, navdušenje, upanje, zadovoljstvo. Pač ta dobra čustva hranijo naše energijske centre, tudi hormonske centre in s tem enostavno vplivamo na to, da se naše stanje telesa začne izboljševati. In tukaj smo zdaj dejansko temelj vsega je ljubezen do sebe. In če razumemo, da ljubezen do sebe je tista, ki je ključna pri tem, da se dejansko dobro počutimo v svojem telesu, je pa lekcija, ki je ni nihče, mislim, katere nas nihče ni učil. In večkrat lahko slišimo, ko rečejo, si poln sam sebe, kdo pa misliš, da si in tako naprej. In dejstvo je, da bi se mogli naučiti tega, da moramo razumeti, da če smo polni sami sebe, pomeni, da s tem izražamo ljubezen do sebe. Zdaj pa samo trenutek, da bom jaz pogruntala, kaj je tukaj na YouTubeu, da dam tole stran, da se lahko pokaže moja slika. Zajemanje vhodnega zvoka, slika. Moram še pogruntati, ker se učim te stvari uporabljati. Zajemanje okna, mogoče je tole, da vidimo, ne ni. Ampak okej, opusti. Učim se uporabljati pač ta nova orodja in ta nova orodja mi delajo majčken težav. Samo majčken zvoka, slikovna slika, mogoče pa tole. Ne, ni. No, kakorkoli že, bom poskusila, da se pokaže še moja slika tukaj. Video brskalnik, zajemanje zaslona. Okej. No, jaz se vam opravičujem, ker poskušam priti do moje slike, pa enostavno jo ne uspem poiskati. Tako da ja, glejte, za vse tiste, ki poslušate to predavanje, ne bo to za danes vse, ker to v bistvu tukaj na YouTubeu imam majčkene težave, da bom vse skupaj prikazala. Drugače pa vam preko Facebooka, hvala ker ste me poslušali. In če imate kakšno vprašanje, napišite v komentar, vam bom odgovarjala na ta vprašanja in seveda povabljeni tudi na moj YouTube kanal, ker na YouTube kanalu dnevno snemam razne prispevke in te prispevki so povezani s tem, pač z osebno rastjo, zdravjem, z vsem tem, kar mene navdušuje in verjamem, da imamo vsi v sebi moč, da se stvari spremenijo. Da vsak izmed nas lahko naredi nek premik v svojem življenju, zato naredite tisto, kar vas kliče vaša duša. Jaz sem prepričana, da vaša duša vam govori, kaj treba narediti in ne se bati čez svojo resnico. Včasih koga prizadenete, ker glejte, če ne živite svoje resnice, koga boste najbolj prizadeli, to ste vi. In glejte, gre se za to, da se res naučite ljubezni do sebe in začnite delati na sebi, ker to je edina stvar, kar res v življenju šteje. Tako da želim vam vse dobro in uživajte lep večer in ja, jaz mislim, da je bilo tole kar zanimivo. Tako da hvala in lahko noč.